smo prisotne na vseh področjih življenja, pomembno smo ženske prisotne tudi v politiki, seveda. Čim bolj je to uravnoteženje enako med spoloma, tem boljše je isto za tako kot na vseh drugih področjih, tudi v politiki. Je politika lahko prijazna za družino? Seveda je lahko. Sej, kakorkoli otrok ima mamo in očeta in če se znotraj družine zna vloge pravilno porazdeliti, nobene težave. Kako pa se uveljaviti tako moškem poklicu? Kako jemljamo politika, ne? Politika kot beseda je ženskega spola, res pa je, da imamo še vedno bistveno več moških kot politike, ampak jaz mislim, da v današnjem času pa v Sloveniji, ki kjerkoli je, vseeno ne tako še kot mogoče Islandija, ampak vseeno tukaj dobre možnosti imamo tudi ženske, da se dejansko pojavljamo v politiki oziroma smo tudi zelo aktivni. Kakšen se vam pa zdi kakšen obet je dejstvo, da bodo najmanj 4 parlamentarne stranke imele ženske za nosilke liste na evropskih volitvah? Seveda pozdravljam to pobudo, to je seveda stvar vsake politične stranke posebej, zdaj moški ali ženska, pravilno je, da imamo seveda tudi generalno dobro, čim bolj uravnoteženo zastopanost spola. Kako ste zadovoljni z današnjim dnevom? Jaz mislim, da je bil današnji dan zelo dober, da je na nek način se pokazalo, da zdaj to je bil naš drugi dan s poslanko, imeli smo že tudi v preteklem letu, da dejansko je takšen način, takšna pot primerna, na tak način dejansko lahko prav predstavimo mlajšim generacijam oziroma ženskam, ki jih interesira politika, kakšno je dejanski dan poslanke od tistega začetka, pa tudi tukaj v državnem zboru. Nekoliko več lahko vseeno na tak način doživijo, kot pa bi sicer, če bile prišle na ogled državnega zbora. Hvala. To je vse.